imenu založbe Pivec, v mojem imenu sem Zala Stanonik, urednica knjige Happy Endi Jaroslave Blaškove, ki jo danes tukaj predstavljamo. In ob sebi pozdravljam prevajalko knjige Stanislavo Hrobakovo Repar. Dober večer. In doktor Marto Sovčkovo s Prešovske univerze, profesorico slovaške književnosti. Mogoče bo danes zadeva malo zimprovizirana, ker je med nama Stanislavo prišlo do šuma v komunikaciji, tako da zdaj rešujemo situacijo v zadnjem trenutku, ampak glede na to, da zelo dobro poznamo knjigo in delo in avtorico in obe sogovornici, mislim, da ne bo težko. Opozorila bi vas na te brošurce, tukaj so z namenom, da jih odnesete s seboj. V njih je nekaj osnovnih informacij, tako o avtorici kot o obeh sogovornicah, en kratek odlomek, ki ga bomo kasneje poslušali v slovaščini, in seveda vse zahvale in vsi financerji in drugi partnerji v projektu. Knjiga Happy Endi je izšla v sklopu projekta Utrip evropske literature, ki pri nas traja že od leta 2016 v različnih obdobjih. In v zadnjem obdobju je to torej ena od knjig, ki je tudi vključena. V glavnem gre za literarne izdaje, visoko kvalitetne literarne izdaje avtorjev iz Evrope. Tematsko gre za zelo aktualne teme, torej od odnosov znotraj družbe na različnih nivojih, tudi v smislu enakosti tako med spoloma kot na nivoju inkluzije, okoljske tematike, trajnostni razvoj in seveda tudi dvig neke skupne evropske zavesti, ki je podlaga pravzaprav vsem razpisom in prizadevanjem kreativne Evrope in preko kreativne Evrope, torej Evropske unije kot neke politične tvorbe. Knjigo je podprla tudi Slolija, to je slovaška inštitucija, slovaški neke vrste JAK, in pa za prevod, ta je nastal pa s pomočjo štipendije iz javnih sredstev FPU, to je Sklad za podporo umetnosti Republike Slovaške. Svoje je primaknila tudi Mestna občina Maribor, tako da se na tem mestu vsem financerjem iskreno zahvaljujemo. Sedaj pa bi na kratko predstavila obe sogovornici in potem se posvetimo vsebini knjige. Pustila bom, da bosta Jaroslavo predstavili vidve z namenom, ne bom govorila o njej, to bom prepuščala vama. Torej, Stanislava Hrobakova Repar je slovaška in slovenska pesnica, pisateljica, prevajalka, literarna kritičarka in znanstvenica, urednica in založnica, rojena v Bratislavi in leta 2001 se je preselila v Ljubljano. Kasneje tudi nazaj na Slovaško, trenutno živite na Slovaškem, je tako? Ukvarjala se je kot znanstvena raziskovalka na Filozofski fakulteti Univerze Komenskega, je bila zaposlena kot znanstvena raziskovalka in kasneje na Inštitutu za slovaško književnost Slovaške akademije znanosti. Je tudi soustanoviteljica in vodja različnih projektov, kot urednica in prevajalka sodeluje z različnimi slovenskimi pa tudi slovaškimi založbami. In to je dovolj, okej. No, to še mogoče izpostavim, da ste tudi predavali literarno metodologijo in feministično literarno vedo na Univerzi v Novi Gorici, torej tudi pri nas. Članica PEN-a oziroma tega ženskega odbora pri PEN-u Mire in nevladne organizacije Fraktal na Slovaškem, to tudi lahko omenim, ker ste zelo dejavni na področju predvsem feminističnih študij. Doktor Marta Sovčkova pa je profesorica na Filozofski fakulteti v Prešovu, tam predava slovaško književnost, raziskuje predvsem sodobno prozo po letu 1989. Je avtorica številnih znanstvenih monografij in drugih zbornikov in podobnih publikacij.
To se vidi, da se nisem. No, vsekakor ste pa tudi članica sklada za podporo umetnosti na Slovaškem, torej tega sklada, ki je podprl tudi izdajo Jaroslave Blaškove. Zelo me veseli, da ste se podali na to pot. Danes prihajata iz Zagreba, kjer sta že dopoldne opravili eno srečanje na Filološki fakulteti, predvidevam. Filozofski fakulteti, kjer ste mi povedali, da ste zelo živahno razpravljali o sodobni slovaški književnosti, tako živahno, da ni ostalo časa za predavanje dr. Sovčkove. To bomo nadoknadili v petek, ko se odpravljamo na Filozofsko fakulteto v Ljubljani, kjer bomo študentom slovaščine oziroma slovanskih jezikov predstavljali torej to avtorico. Zdaj bi pa čisto na kratko prosila obe, da mogoče vsaka svojega vidika predstavita Jaroslavo Blaškovo, njeno delovanje in pravzaprav njeno vlogo v slovaški književnosti, ki je kar precejšen unikat, predvsem zaradi te disidentske zgodbe in politične situacije, kateri je bila izpostavljena. Še enkrat hvala, da ste prišli, da vas zanima tudi slovaška književnost in recimo avtorica že predprejšnje generacije, rojena leta 1933, Jaroslava Blaškova. Zelo bi se rada zahvalila takoj na začetku, ker potem ne ostane časa, ali pozabimo, tudi založbi Pivec, da je pokazala zanimanje, da je bila odprta temu predlogu in da smo se na koncu po predlogu zmenili tudi za to prevajanje in to je bil tudi izziv. In bi se rada tudi zahvalila sami Zali Stanonik, ker je pomagala. Slovenščina je moj drugi jezik, katerega sem se priporočila včasih leta 2001 in v bistvu kot vedno je pri prevajalcih, nisem tako gotova kot svoji materinščini, ko prevajam v to smer, tako da smo skupaj rešili veliko zagad, ki so povezane s tem besedilom. Zdaj, s to Jaroslavo Blaškovo, morda bi jaz, ker je tu profesorica slovaške književnosti, naprej njej dala besedo, da mal spostavi vam ta kontekst v bistvu njenega pisanja, avtorskega udejstvovanja, tako da prosim, Marta. Ja som tiež veľmi rada, že môžem byť tu s vami a ešte radšej som, že táto knižka bude poznateľná aj v inom kontexte ako slovenskom, lebo si to zaslúži. Tudi sem zelo vesela, da sem danes tukaj zvečer z vami in tudi me zelo veseli, da knjiga Jaroslave Blaškove bo zdaj poznana tudi v drugačnem jezikovnem okolju in v drugačnem kontekstu. Jaroslava Blašková je veľmi známa autorka najmä detskej literatúry, ale takisto literatúry pre dospelých, ale zároveň má aj dosť komplikované životné aj vydavateľské osudy. Jaroslava Blašková je zelo priznana pisateljica, tako za odrasle kot za otroke. In tudi njene življenjske zgodbe so bile dokaj komplicirane. Je to tak aj preto, že bola veľmi odvážna a svojou tvorbou prekonávala rôzne hranice. Po eni strani tudi zato, ker je bila zelo pogumna kot pisateljica in je šla čez različne meje, ki so bile usidrane takratni recimo družbi ali literárni sredini. Vstupovala do literatúry slovenskej v takom veľmi neľahkom kontexte politickom, pretože ona publikovala ešte na konci 50. rokov, kedy sa viacerí spisovatelia rozhodli vlastne postaviť proti socialistickému realizmu alebo proti literatúre totality. Njen vstop v književnost je bil že dramatičen, ker se je pojavila konec 50. let in takrat v bistvu eni mladi, prizadevni avtorji so se odločili, da se postavijo nasproti socialističnemu realizmu in v bistvu dediščini 50 let s političnimi tudi procesi, kot vemo. No a práve preto aj literárnou kritikou na začiatku bolo vytýkané, že je málo angažovaná, že nevytvára vlastne hrdinku podľa tých noriem, ktoré boli predtým platné v literatúre.
In zato tudi se je morala soočati tudi s kritičnimi glasovi, ki niso sprejemali v bistvu te njene pogumne geste, s katero je prišla, ker so ji očitali, da pravzaprav je malo politična, da njene like, recimo ženske junakinje, ne ustrezajo recimo nekim normativim, ki so do takrat veljali. Ona patrí do generácie, ktorá sa volá generácia 56 alebo generácia mladej tvorby, čo súviselo s tým, že Mladá tvorba je časopis, ktorý vznikol v roku 1956. Bila je članica generacije 56, to je bil krok avtorjev okrog revije Mlada tvorba, Mlada ustvarjalnost bi rekla, ki je tudi nastala leta 56, zato ta oznaka za generacijo. No a práve táto generácia sa snažila, tak ako to už naznačila aj Stanka, ako keby rehabilitovať alebo vniesť do literatúry mladé, emancipované postavy. A preto aj jej debut, ktorý vyšiel v roku 1961, Nylonový mesiac, bol označovaný, alebo ona cez tento debut ako autorka Saganová, alebo ako slovenská Saganová. Ta krok autorjev pravzaprav je poskušal na drug način vstopiti v književnost z nekimi sodobnimi tematikami, z neko recimo urbano prozo in tudi ona je prišla s svojim prvencem, naslov je bil Nylonový mesiac, Nylonska luna, leta 61, kjer pravzaprav poskuša spostaviti nek emancipiran lik, ki ni zavezan recimo neki politični sredini ali neki opciji ali oblasti, ne? No a potom tá ďalšia kniha Jahniatko a Grandi, čo bola vlastne zbierka poviedok, vyvolala otázky o tom, že čo všetko ešte patrí do umeleckej literatúry, aj preto, že Blášková sa ako keby nebala uplatniť aj postupy žánrovej alebo populárnej literatúry, jednoducho povedané. Tie texty sa veľmi dobre čítali, ale opätovne ako niektorí kritici jej vytýkali túto komunikatívnosť alebo ako keby zníženie. In druga knjiga, težko bom prevedla, Jahniatko a Grandi, ne vem, jagnje in Grandi, ne vem kaj, Grand, v bistvu težko bom prevedla. To je bila knjiga kratkih zgodb in ona poleg tega, da je poskušala, označena je bila kot slovaška Saganova, da je poskušala upeljati te urbane teme in to sodobno tematiko, je poskušala tudi zelo odprto pisati, to pomeni zelo sprejemljivo in zato tudi en del kritike nekako je poskušal nižjo oceno postaviti za pisateljico, kot recimo pisala je popularna besedila in tudi so bile knjige večkrat objavljene v več izvodih in to je bilo enim trn peti, ne? Malo si pomagam tudi svojimi razlagami, oprostite. No ale je to taký možno aj paradox, že na druhej strane dostávala rozličné ceny, že aj táto kniha Nylonový mesiac, aj jej detské knihy získavali aj odborné ceny. A veľmi veľa ľudí ju čítalo. Ampak paradoksalno je bilo, da njene knjige so tudi bile zelo priznane, dobivale so nagrade, so bile nagrajevane tudi z mednarodnimi nagradami, recimo Andersenova plaketa in tako naprej, kar ni malenkost v bistvu takšna ocena. In v bistvu nagrajevane so bili tudi z znanstveno ali strokovno sredino. To pomeni, je bil tudi močan pozitiven odziv. No ale prišiel 68. rok, všetci asi viete, okupácia Ruska a Jaroslava Blášková sa vlastne presťahovala po tomto roku do Kanady, kde potom žila až do konca života, no ale zároveň Po teh 60 letih, kjer je zavladala ena sproščenost, tudi politična v družbi, je prišel šok povezan z letom 1968. Morda veste, kateri od vas, da takrat je prišlo do okupacije Češkoslovaške s sovjetskimi vojski oziroma tudi vojski tega sovjetskega bloka. In takrat veliko umetnikov, intelektualcev, kulturnikov je emigriralo in tudi Blášková svojo mlado družino je emigrirala v Kanado, kjer je živela pravzaprav do konca življenja. Ona sa veľmi
ťažko vyrovnávala s tou situáciou. Bolo jej clivo smutno za Slovenskom, za Bratislavou, za jej prácou, ale bola aj vyradená zo Zväzu spisovateľov, nemohla potom publikovať na Slovensku, takže zostávala aj preto v Kanade. A vlastne do slovenskej literatúry sa vrátila až po roku 89, kedy bola rehabilitovaná predovšetkým prostredníctvom vydavateľstva Aspekt, ktorý zastrešuje práve aj feministickú alebo vôbec literatúru písanú ženami. Jaroslava Blašková je zelo težko prenašala to situacijo, ker je bila zelo vezana tako na sredino, na Bratislavo, svoje mesto, rojstno, na jezik seveda. Tudi povem, da je obmolknila za 20 let, pravzaprav ni več se kot pisateljica udejstvovala niti v angleščini, niti v slovaščini. Tudi ni mogla, ker seveda s to emigracijo na zahod pravzaprav je postala kot razredni sovražnik ali nekaj takega in njeno ime je bilo prepovedano, knjige umaknjene, sploh ni bilo mogoče omenjati njenega opusa. Tako da se je potem spet nekako pojavila na površini šele s temi političnimi spremembami leta 1989 s padcem železne zavese. Zase je také paradoxné, že aj v tom období, keď bola v Kanade, ako keby nepatrila ani do tej exilovej literatúry, ktorú tvorili muži ako napríklad Milan Kundera alebo Škvorecký, aj keď spolupracovala s vydavateľstvom Škvoreckého, pretože ona veľmi málo tematizovala túto tému exulantstva a naopak skôr sa zapodievala takými subjektívnymi, intimnými momentami. Pravzaprav ona ni spadala niti v krog neke exulantske književnosti, recimo, ki je nastajala v tujini, čeprav je sodelovala, recimo tudi založbo Škvorecký, ampak poznamo druge iz Češko-Slovaške, tudi češke exulante, ki so prišle velik oglas, bi rekla, oglas. Recimo tudi Milan Kundera, ne, prav ta Škvorecký in drugi. Tudi pravzaprav med njimi ni bilo žensk na nek način. Bilo je to povezano tudi s tem, da ona ni tematizirala v bistvu te tematike povezane s emigracijo takrat, s tem exulantskim življenjem v tujini, s temi političnimi procesi, skozi katere je šla bivša domovina, recimo, ni pisala na tak način. Njene proze so vedno bile zelo intimne, zelo v tem intimnem krogu različnih razmer in doživetij in odnosov. No a posledná vlastne poznámka, ktorá už smeruje aj k happy endom, smeruje k tomu, že aj v slovenskej literatúre po tom roku 89 a ešte viac po roku 2000 je veľmi silná línia ženských autoriek. Aj Stanislava Chrobáková patrí do tejto línie. A táto línia presadzuje čiastočne aj, čo súvisí aj s tou intimitou, také autobiografické alebo autofiktívne písanie, do ktorého spadajú aj happy endy, ktoré sú napísané vlastne epištolárnou formou, alebo teda je tam táto forma listov a vypovedajú predovšetkým o, dá sa povedať, že úlohe ženy v rodine, o zmysle vlastne nejakého partnerstva, alebo o starnutí a opatere svojho muža. A opätovne to potom aj vyvolávalo otázky, že ako sa tu prekračujú tie hranice, o ktorých som hovorila na začiatku. Ona po letu 1989 v bistvu je imela srečo, da sta bili dve založbi, ki sta poskrbeli za njeno vrnitev v slovaško književnost. Ena je bila založba Aspekt, ki je tudi izdala v originalu happy endy. Druga je bila založba Kvesto 11, ki je poskrbela za vrnitev teh otroških knjig v obtok. In pravzaprav vrnila se je spet s tem načinom pisanja o intimnih razmerjih, o neki dinamiki, nekih partnerskih vseživljenjskih odnosov.
Ampak seveda čas se je pomaknil, tako da recimo tudi v happy endih izhaja iz tega, ampak glavna junakinja je že recimo starejša gospa, ki skrbi za svojega zelo bolanega, skoraj neboglenega moža, vseživljenjskega partnerja, soproga. Ona je s tem, kako je tudi napisala neveliko, samo mislim dve deli, kako je zapisala po letu 89, ker ostalo so bili ponatisi ali tudi prenovljena ena knjiga, razširjena, ampak pravzaprav podlaga je bila že iz 60-ih let. Stopila v en močan val ženske književnosti na Slovaškem po letu 1989 in zlasti po letu 2000. In velik del te književnosti in te proze, recimo, govorimo zlasti o prozi, temeljil na avtobiografskih zapisih ali autofikciji teh pisateljic in ona s tem romanom v pismih, ker je to roman v pismih, pravzaprav je stopila v to zelo tekoče, brez kakršnih koli težav. Seveda s tem, da je spet na nek način forsirala tudi to privatno tematiko. Spet so se pojavili eni mal mizogini moški glasovi te slovaške literarne kritike, ki so spet na nek način odprli isti vprašaji, skozi katere je ona morala še konec 60-ih let v bistvu, in to je tudi bil prikaz tega, da veliko stvari ni se še v tem smislu premaknilo v tej sodobni slovaški književnosti. Ale už len nadviažem na Stanku, lebo to súviselo aj s tým, že tá ženská línia oproti mužskej línii v súčasnej literatúre je veľmi otvorená, detabuizuje mnohé témy, čo súvisí s tou intimitou, teda ako keby nebojí sa hovoriť aj o témach, ktoré sú späté so sexuálnou identitou alebo vôbec s sexualitou ako takou. A práve Jaroslava Blašková bola jednou z prvých, ktorá takúto detabuizáciu využila. In to je povezano tudi s tem, da niso bili recimo tudi moški kritiki, ampak včasih tudi ženske kritičarke ali znanstveniki, znanstvenice še pripravljeni recimo sprejeti detabuizacijo določenih tematik, ki so se odpirale ravno na tem nivoju privatnih tem, recimo tudi v zvezi z neko seksualnostjo, orientacijo, skrbjo za drugega, odvisnostjo in tako naprej, staranjem recimo, ne, telesnimi spremembami in tako naprej. Tako da to se je potem recimo prikazalo tudi v tem neenopomenskem sprejetju recimo tudi njenih novih knjig. Hvala za to res poglobljeno predstavitev njene življenjske in pisateljske poti. Torej, iz biografije je moč razumeti, da je delno utišana po eni strani zaradi tega premika stran, zaradi odhoda v Kanado. Najbrž je tam bila podvržena tudi nekim pričakovanjem v družinskem smislu, pa potem je tu seveda ta večni problem eksila. Ampak spet knjiga Happy Endi je v izvirniku izšla leta 2005. Tako. Spet je minilo, rečemo temu, 20 let. Kako danes gledamo oziroma gleda slovaška literatura na Jaroslavo Blaškovo? Se je vsaj tu zgodil kak premik ali je ta pozicija še vedno dosti podobna? Kaj se je tu spremenilo? Jaz mislim, da bi si zaslužila več pozornosti, kot je deležna s svojim ustvarjanjem. V teh res ozkih strokovnih krogih je zelo dobro prepoznana, sprejeta je del že, mislim, zgodovinskih analiz in tako naprej na področju književnosti. Ampak recimo v širši družbi, in bi rekla celo že v kulturni sredini širši, ni tako dobro poznana. Morda tudi zato, ker recimo mnoge te knjige so razprodane,
težko je bilo recimo narediti ponatise. Včasih so bili celo pravila, da niso prispevali založbam za ponatise razprodanih knjig, čeprav je bilo zanimanje, je bilo težko recimo zagotoviti finančno pokritje takšnih projektov. In tudi recimo spremenila se je situacija, vedno več bi rekla orientacija na bolj konzumne tematike, na populistično recimo prozo, pisanje. Pojavile so se nove založbe, zelo uspešne, ampak res od začetka do konca grejo po komercialnih naslovih. To ni recimo bistvo njenega ustvarjanja, čeprav so te knjige dostopne in to sigurno se bomo strinjali tukaj, kot sedimo, da hkrati odpirajo veliko tematik. Na koncu, ko človek zapre knjigo, se mu zdi, da tako je bral pisma, dnevnik, mislim, meni avtobiografske zapise. In ko začne premišljevati o tej zadevi, ugotovi, kako prefinjeno je bila stvar narejena, s kakšnim občutkom, tudi, mislim, koliko je noter recimo humorja, čeprav je težka tema staranja, odvisnosti, bolezni, koliko je recimo ene take prave distance, ne hladne distance, ampak takšne distance, da z eno človeško empatijo ona lahko opazuje življenje in vidi recimo eno tudi groteskno podlago za en kup situacij, v katerih se znajde, tudi s tem svojim ptičkom ali s to svojo dušico, ne. Tudi recimo v zvezi s usodo ne samo njej in njenega soproga, ampak tudi sosedov, ki živijo zraven v hišah in so tudi na neki ulici povezani z isto usodo emigracije, recimo iz Holandije, iz Nizozemske, da pravzaprav opazuje, kako se oni znajdejo v okolju, kako oni starajo, kako tam ženske skrbijo za svoje odvisne moške. Ampak vedno to pokaže ne z neko ostjo kritičnega zanimanja ali jaz ne vem, obsojanja recimo, ampak vedno to pokaže s humorjem, ne? Ampak mislim, to morate plast za plastjo pravzaprav razkrivati, kako duhovito v bistvu je vse to zapisala in koliko tematik je v teh lahkotnih pismih odprla in da ta knjiga res sodi, bi rekla, v to družinsko srebro, tako rekoč slovaške književnosti. Tako da na žalost se mi zdi, da ene stvari pridejo, malo ostanejo z nami in potem nekje odidejo v preteklost in premalo je tega kontinuiranega zavedanja, odkot smo prišli tudi v tej književnosti. Tudi mlajše avtorice, veliko teh mladih avtoric, kot jih je Marta, profesorica Sočkova, omenila, ki so danes zelo uspešne, dobivajo nagrade in to so recimo 30-40-letne pisateljice, se mi zdi, da malo promovirajo prejšnje generacije in bi morale več narediti za to, da se ta lok nekako kontinuirano prikaže in da oni tudi pokažejo, komu in zakaj so lahko hvaležne, da danes pišejo na način, kot pišejo in odpirajo spet ene tabuizirane teme. Ja len doplním, lebo ja úplne nesúhlasím so Stankou v tom, že by bola nedocenená, pretože vo všetkých relevantných slovníkoch alebo alebo že málo interpretovaná, málo poznaná, dobre. Ale len chcem teda zdôrazniť, že keď sa robila napríklad antológia poviedky 20. storočia do maľarčiny, tak Jaroslava Blažková bola jedna zo 4 žien, ktoré boli medzi 20 autormi, teda tam boli väčšinou mužskí autori, ale v tých relevantných encyklopédiách, slovníkoch vlastne Jaroslava Blažková nechybá. Ale zase súhlasím s tým, že je ako keby že by bolo treba sa k nej vrátiť a interpretovať ju aj tie otázky, ktoré som spomenula, či už žánrovej literatúry, alebo tej hraničnosti autobiografie a fikcie, toho, ako sa dnes hybriduje táto oblasť, povedzme, z aspektu tých nových rodových štúdií a podobne.
Marta ne razume slovensko, ampak lovi, kaj jaz govorim. Tako da na začetku je bil mal nesporazum, sem mi razložila, da sem jaz omenjala, da ni tako poznana, ne da ni prepoznavna strokovnega vidika. Tako da lahko samo dopolnim, da je bila recimo vključena s to strokovno sredino v antologijo 20 pomembnih pisateljic, ki je išla na Madžarskem. Tako da v bistvu je samo dopolnila to, da v tem ožjem krogu, tej sredini in teh literarno-zgodovinskih strokovnih tematikah je ona v bistvu prisotna, navzoča. Ampak ona se tudi strinja, to, kar sem rekla, recimo, da pri teh mlajših ni toliko zmožnosti in sposobnosti priznati to povezavo v bistvu, da se navdihujejo tudi recimo pri njej in omeniti tudi koga drugega razen svojih pisav ali pisav svojih generacijskih recimo sopotnic. Ne? Torej, mi smo izbrali en citat iz spremne besede Jane Cvikove, urednice Aspekta, ki je pravzaprav poskrbela za to, da je Jaroslava Blaškova spet pristala na tem zemljevidu slovaške književnosti. Spremno besedo je naslovila z Ko ženska piše ženski, in to se mi zdi, da pravzaprav res povzame duh vseh teh pisem, ki jih Jaroslava piše svoji prijateljici Evi. Citat je pa takšen: bolezen in smrt bližnjega človeka boli, jezi, utruja, omogoča spravo, prikliče spomine. Spreminja utečene nianse odnosov, sprevrača vloge in stališča, uči nas strahu spoštovanja pred minljivostjo spomina, intelekta, položaja. Vendar nas uči tudi to, koliko tega prenese krhka nit razmerja. Zdi se mi, da ta citat dejansko zajame duh vseh teh pisem, ki so si pa v svojem bistvu zelo raznolika. Torej, enkrat piše o teh sosedih, potem se spet dotakne teme etnikušov, torej teh priseljencev iz drugih koncev sveta, ki v Kanadi nikoli v resnici niso zares sprejeti, tudi tega segmenta se malo dotakne, pa potem nekih lokalnih navad, čisto značilno kanadskih, ki jih pa potem ti priseljenci tudi povzamejo. Kar se mi zdi, da najbolj nagovarja bralca, je pa ravno ta intelektualni način pisanja, ko Blaškova razvije neko misel, vmes piše o drugih stvareh in na koncu čisto subtilno spet pripelje to misel nazaj. Tukaj se mi zdi, da je njena največja moč v tem pisateljskem smislu, tudi če odvzamemo vse politično ozadje in vse, kar je v življenju doživela, in tudi če odvzamemo situacijo, v kateri se je znašla. Ne vem, kako sta vidve razumeli to delo, to je recimo misel, ki je mene osebno kot urednico najbolj nagovarjala. Ja, tole ne rabim zdaj. Ta knjiga v bistvu najbrž je nastajala nekontinuirano. Ker recimo sem opazila prav tej spremni besedi Jane Cvikove, urednice iz Slovaške, da ona celo govori o kratkih zgodbah. Kot da vsako pismo je kratka zgodba zase, ampak seveda, ker je okvir postavljen s to boleznjo, s to skrbjo, s tem njenim življenjskim prostorom, ki ga ima, in s to njeno zgodbo, tematike se vedno skrijejo in pojavijo in tkejo v bistvu tisto skupno nit. Tako da na koncu knjiga je šla kot roman v pismih. Kar se tiče intelektualnega, ona je zelo lucidna avtorica, ki ne rabi tega za vsako moč prikazovati. Ona ne razstavlja svoj intelekt. Ta intelekt je v enih takih zrncih ali drobcenih opaskah je navzoč in njej recimo ni odveč opisovati, kako sadi tulipane, recimo, ali kako se bori z neko veverico, ki uničuje njeno delo, ali kako recimo razbija ledeno površje na pločnikih, ki peljejo do hiše, pa nima pravega orodja moči, ne vem kaj, ne. Tako da vzame recimo morda celo banalno situacijo,
ampak opiše na način, tke toliko še prispodob, pa toliko opažanj ali toliko samo takih flešov, ne, noter, da pravzaprav vse deluje zelo svežo, ima svoj smisel in ima svoj smisel zlasti zaradi te težke teme odhajanja, smrti pravzaprav, ne. Recimo velikokrat se pojavi ta motiv Godota, čakanja na Godota, ki ga poznamo, in na koncu ugotovimo ali včasih ugotovimo, ko beremo, da kdo je ta Godot ali ta Godotka, da pravzaprav je to smrt ali je to okostnjak, ne, in v bistvu noče obremeniti svojega bralca s to svojo zgodbo, s to izkušnjo, skozi katero gre. Še vedno tudi sebe seveda ne, to je tudi neka vrsta terapije zase, da mora poiskati še vedno moč do življenja, smisel življenja in išče v bistvu ta elan vital, ki ga potrebuje biti močna v teh drobnih malenkostih, ker ona ne more zapustiti moža. Ona, če gre kam, gre v trgovino in nazaj, ne? Ker je on zelo odvisen od njej. Tako da potem čez te drobne opaske v bistvu upelje noter tudi eno pozitiven ton in sploh ta roman ne deluje nekako trudnomiselno ali skeptično. V bistvu je veliko tudi radosti noter, še je vedno je to proslava življenja na nek način na ozadju smrti in slovesa z najbližjim. In to je v tej knjigi tisto najmočnejše. Tako sem jaz brala in tudi mislim, da kritika ne razume, ne razšifrira, tista, ki je bila kritična recimo do tega, kaj je vse kodirano noter, skozi te lahke teme, skozi te vsakodnevne zadeve, jaz ne vem, dela, vsakodnevne opravke, kaj vse je ona pravzaprav upeljala noter in zakaj je to na tak način kot pisateljica storila, kako je to pravzaprav pametno za to knjigo. To je moj pogled. No, ja sa priznám, že keď som recenzovala knihy Jaroslavy Blaškovej, nie len túto knižku Happy Endy, ale aj Svadba v Kane Galilejskej, tak som ich čítala trošku inak na začiatku, keď vyšli, ako teraz, keď som sa počase k ním vrátila, že som bola na začiatku milénia k ním viac kritická ako dnes. Jaz moram priznati, ko sem prebirala knjige, ko so išle šele, to pomeni pred nekaj že desetletji, v bistvu sem bila bolj kritična do te pisave Jaroslave Blaškove, in sem jih prebirala malo drugače, kot jih berem recimo danes, ker seveda tudi sem bila jaz druge starosti, kot sem danes. Súvisí to aj s tým, že sú to texty, ktoré naozaj treba čítať viackrát a uvedomiť si tie detaily medzi riadkami. Ker so to besedila, ki jih je potrebno prebrati večkrat in se zavedati teh drobnosti, detajlov, podrobnosti med vrsticami, ki so noter upeljane. Ja si veľmi cením, že v porovnaní napríklad s prózou žien, teda v porovnaní s prózou mužov, ktorí píšu o veľkých historických udalostiach, napríklad v súčasnej literatúre, myslím po roku 89 sú historické romány väčšinou od mužov. Sú tu ženské autorky, ktoré stvárňujú ako keby takéto intimné dejiny. Recimo v primerjavi s moškimi avtorji, ki izbirajo še vedno tisto veliko zgodovino, tematike povezane z veliko, tako imenovano veliko zgodovino, recimo tudi lahko rečem, da avtori zgodovinskih romanov na Slovaškem so samo moški, ne ženske. Ženske avtorice so upeljale sodobno slovaško književnost pravzaprav intimno zgodovino. Potom je pre mňa cenná aj vec, že ty si to už čiastočne naznačila, že cez také každodenné, až niekedy veľmi všedné detaily sa dostávame do naozaj ťažkých existenciálnych situácií. In potem to, da skozi tudi vsakodnevne tematike, če je seveda dober pisatelj, dobra pisateljica, se pogosto pripeljemo v zelo močne in ključne eksistencialne teme. A sú tu tie situácie, ako je napríklad umieranie, alebo ako je starnutie brané s celou prírodzenosťou a so všetkou pokorou.
In recimo tudi situacije kot umiranje, kot staranje so prikazane z vso pokoro ali ponižnostjo, v bistvu kot del življenja, skratka. Kot del življenja pa vseeno se mi včasih zdi, da so nekatere od teh njenih prikazov, motivov, karkoli že opisuje, vseeno na meji nečesa magičnega. Če razmislimo recimo o tisti situaciji, ko opisuje Halloween, noč čarovnic, in je na vrata potrkala neka maska, ki je pravzaprav v bistvu neka prispodoba za smrt, do situacije, ko v videoteki naleti na tistega fanta, ki si je dal v rogove ušit v glavo, češ da bi rad bil trol, je rekel on, pa potem ona razmišlja o tem, da v resnici se sploh zmotil, da sploh ne ve, kakšno bitje bi rad bil. Se pravi, te situacije, ki jih opisuje, se mi zdi, da so najbrž del tega njenega humorja oziroma pristopa do celotne situacije. Recimo je tam tudi soočanje z mladostjo na nek način, ne, ali sodobnim svetom, postmilenarnim, kot sem že omenila. In ona vedno izbere neko pikantno situacijo, recimo, ne, ki hkrati v sebi ima to ost, ne, in hkrati da misliti, in ona zelo, kako bi rekla, nežno naredi to sintezo v bistvu. Zakaj je izbrala to situacijo, kam jo je to pripeljalo, ne? In še vedno prikaže razumevanje, ne? Nikdar ni v tem smislu, da bi odklonila izbiro koga drugega, ker sama zelo ceni svobodo in ve, kaj pomeni za njo svoboda. Tako da, če kaj pove samo tako s humorjem, samo z vprašanjem, vedno z vprašanjem, ne. V bistvu to je njen smisel, ki je bil cenjen že v teh 60-ih letih. V bistvu to je del te urbane tradicije in to je del tudi poučenosti, recimo, kako bi rekla, poučenosti, ja, da je prebirala že v 60-ih letih, ko so bile močni premiki na svetovni literarni sceni v Evropi, da ta generacija v 60-ih let je imela to srečo, da za 10 let se ji je okno odprlo in se ji je spet zaprlo, ne. In to se čuti do dan danes, recimo v delih te generacije, bi lahko naštevala recimo tudi pri pesnikih, ne samo pri prozaikih in pesnicah in prozaistkah. Tako da tam je tudi, ozadje je tu civilizacijsko. Veliko teh tem ima pri njej civilizacijski doseg. Zastavlja vprašanja. Ampak, kot sem že rekla, na nežen način. To ni književnost, ki v prvo vrsto postavi ta vprašanja. Oni vedno se iztečejo iz prikazovanega neke scene ali neke situacije. Dobre. Ja teda len nadviažem na to, čo si ty povedala, čo som rozumela. A dúfam, že som dobre porozumela, lebo tie rozdiely sú veľmi jemné medzi tými dvomi jazykmi, ale to je práve to. Bom poskusila še nadaljevati, čeprav ne vem, ali sem dobro razumela, čeprav so razlike med slovaščino in slovenščino zelo nežne, ampak ne vem, ali sem se prav razumela. Ale chcela som vlastne nadviazať na to, že ty si hovorila o tom, že ako keby nedáva tak najavo svoju vzdelanosť, alebo že tá vzdelanosť je medzi riadkami, ale zároveň ona bola veľmi kultivovaná autorka, veľmi často pracovala s motivami biblickými, alebo teda s predlohami aj mužských, aj svetových autorov a pracovala s nimi zámerne.
Ona je bila zelo kultivirana avtorica, pogosto je delala tudi z motivi recimo iz bibličnih knjig ali tudi moških avtorjev, ki jih je povzela in nekako upeljala v svoje ustvarjanje. No a druhá vec, že aj keď je to próza, ktorá my označujeme ako prózu subjektu, tak zároveň nebola tá próza exhibicionistická, že často máme pocit, alebo ja mám ten pocit, keď čítam mužských autorov, že tá mužská próza ako keby je uzavretá v tom svete ega, nejakého ega, ale to, čo sme sa aj my bavili cestou, že tu je to svoje subjektívne ja, ako keby spojené s tým iným ja, nielen mužským, o ktorého sa stará, ale aj s tým celým človečenstvom. Pa v bistvu je tu pomembno, da nikdar ne deluje ona kot egzibicionistična avtorica, kar se pogosto pojavi pri moških avtorjih, ki egzibirajo na nek način, morda tudi imajo za to sredstva, razloge in ne vem, ampak tako na koncu izpade recimo njihova proza. Če smo omenili, da recimo ona ne prikazuje v ospredju tudi moč svojega recimo intelekta in njeno prozo na slovaškem označujemo v literarni vedi oziroma to vrsto proze kot prozo subjekta, ne, ampak to je subjekt, ki je nekje potisnjen v razmerje, vedno se prikazuje v razmerju do drugega subjekta, nikdar ni v bistvu ta egoistični egotrip v ospredju in tu bi jaz še dopolnila recimo, da to je tudi znak, sem prebrala eno zelo dobro študijo, celo v slovenščini objavljena v Apokalipsi, o avtobiografiji v prozi, da dobra avtobiografija ne sme pustiti, da se avtor pusti zavesti in sebe postavi v ospredje s tem egotripom v bistvu, da to je samo kot most ali kot neko okno do drugih svetov, drugih ljudi in v bistvu močna avtobiografska proza je vedno povezana z močnim opazovanjem, mocnim pozorovanjem. Da ona je res avtorica, ki je močna v opazovanju zunanjega sveta. No a ešte treba pripomenúť jeden motiv, a to je písanie, alebo to, že ona, ja mám pocit, že chápe aj tie listy, alebo celkovo literatúru ako čosi, čo nás zachraňuje, že nie je to len písanie ako terapia, ale písanie, ktoré môže, prostredníctvom ktorého môže prekonať tie ťažké existenčné situácie, ktoré má zmysel. In še morda, da izbor te oblike pisma, ne, kot epištolarni roman, da ima tudi svojo vlogo, ampak ne samo v tem smislu, da gre za neko avtoterapijo, ampak da v bistvu tukaj je smisel dialoga, ne, v bistvu smisel pogovora, ki te pripelje skozi eno težko življenjsko recimo stanje ali nek preizkus, ne, s katerim si soočen in ti pomaga v bistvu spet priti do smisla življenja. Tako da povišala je na nek način tudi to obliko pisma. Ampak vi ste se vprašali za to magično, to v bistvu malo smo se izgubile potem. Vidiš nejaký rys magickosti napríklad aj v jej, alebo na hranici magického a reálneho, napríklad spomenula Zala ten Halloween, tú kapitolku. No, pre mňa to nie je zo zazračňovanie reality, ale skôr také, že videnie inak, že objavuje tie detaily, ktoré v tej každodennosti sú zázračné. Nie magické. Jaz pravzaprav ne vidim toliko tega magičnega noter, govori Marta Sočkova, in v bistvu se mi zdi, da res je prej drugače pokazati vsakdanjost človeškega življenja, na drugačen način, iz druge perspektive odpreti zadevo. No, mogoče je bil res izraz napačen. Ja, bolj gre za to drugačno perspektivo oziroma perspektivo postavljeno izven njene dejanske realnosti. Hvala, ker ste mi pravzaprav odgovorili tudi na vprašanje glede forme, glede pisem. Ko bereš ta pisma, se vsaj meni dozdeva, da v bistvu slišiš tudi neke odgovore te njene prijateljice Eve. Vsaj dejansko so pisma, dejansko imajo to formo, ker se včasih
naslanja tudi, kot da ji je prijateljica odgovorila. In najbrž je ta, se pravi, meni se zdi, kot da so ta pisma dejansko nastajala in jih je potem samo uporabila in združila v knjigo. Ne vem, a je to tudi vama dejansko na tak način. Jaz mislim, da ja. V bistvu mislim, da sva tudi medve enkrat o tem govorili. Posvetilo je namreč v tem romanu in tem posvetilu razkriva tudi identiteto te svoje prijateljice, ki je bila pravzaprav tudi emigrantka, tudi je živela v Kanadi, njena prijateljica, in ji je pomagala, je šla z njo skozi to težko obdobje na ta način, da je bila za njo kot vrba, kot žalujka, ne? In je bila pripravljena v bistvu s njo deliti to zgodbo. Tako da to je po moje, mislim, tako nastaja veliko knjig iz nekega gradiva, ki ga je življenje tako rekoč naneslo, pripeljalo, in potem v bistvu obdeluješ in dopisuješ in črtaš in zdaj težko povemo, to bi moral biti res en strokovnjak, ki bi primerjal, če se najdejo ta pisma nekje v arhivu, koliko je bilo še narejenega dela, preden je prišla knjiga ven, ne, koliko v bistvu je ostalo noter. Zdaj vseeno pa knjiga na nek način govori o smrti, o odhajanju, o tem smo že govorili. Meni se zdi zelo fina ta prispodoba oziroma zelo izpovedna ta prispodoba, ko Blaškova govori o svojem možu, da je nekoč predaval vse te velike filozofe, od Kanta do zdaj se ne bom, Hegla, Foucaulta in tako naprej. Zdaj pa ni zmožen prešteti niti vseh 5 prstov na roki. In dejansko v tem njegovem, je ona tako zelo potegnjena v ta njegov svet odhajanja, da mora biti ves čas fizično prisotna. In zelo pomenljivo se mi zdi pismo, v katerem pa vendarle dobi trenutek svobode, potem pa ima slabo vest, ker odhaja. In se v bistvu večino tistega časa ukvarja samo s tem, da se ji ja ne bo kaj zgodilo, ta čas, ko pač ima tisti 2 uri svobode. Se pravi, je ta njen intimen svet pravzaprav spet ponovno svet njenega moža. To sem večkrat hotela, pa na koncu nikdar nisem izrekla pri teh odgovorih. Zelo človeško deluje ta knjiga, zelo je človeško močna. In pravzaprav ona ves čas gleda, da ta njen mož ni spravljen ob dostojanstvo. Kljub temu, da hitro bi se zgodilo, ona ga ščiti tudi pred tem zunanjim svetom. Ona spremlja njegovo stisko notranjo, recimo, ko se pojavi ravno ta okostnjak nekje na vratih med Halloweenom, mislim, da je bila tam ta zgodba. In ta njen mož pravi spade iz koncepta, skratka je zelo prestrašen, pretresen, ali tudi recimo motiv teh flamingov, ko recimo proslavljajo, ne vem, zdaj vam govorimo vse zgodbe, ampak kljub temu je nujno prebrati, ker ta humor vam ne morem posredovati, ne, ta črni humor. Recimo naj bi proslavljali 40-letnico zakonske zveze in nekomu tam od teh sosedov ni padlo nič drugega na pamet, kot teh 40 flamingov postaviti pred hišo. In je mislil oziroma pričakoval ta sosed, kako super se bo vse to potem obneslo in tako naprej in proslavijo skupaj. Ampak dragi mož je odreagiral popolnoma drugače. To so bile figure, ki so ga popolnoma zmedle. Tudi ona je malo razumela, da ne moreš eno leto strpati eno ptico, enega flaminga. Plastičnega še povrhu še plastičnega, ja, da to je tam bila še ta prispodoba življenja in neke plastike. Tako da ona vedno odpre na nek način detajl, težavo z nečem, ne, kje je ta težava. Tako da to dostojanstvo recimo je zelo
pomembna tematika, ampak ne dostojanstvo enih zravnanih, priznanih, jaz ne vem kako delujočih ljudi, ampak pravzaprav ljudi nekje na robu, nekih neboglenih ljudi, ki hirajo pred našim zrakom in so čisto odvisni od naše pozornosti in da je to zaveza tudi za te, ki skrbijo, da ne zlorabijo ta svoj položaj, to svojo vlogo, ne, zoper tistega odvisnega družinskega člana ali kogarkoli. Tako da to tudi odpirali spet na zelo luciden in zelo nežen in tudi humoren način. Jaz mislim, bi lahko prebrali zdaj, ker govorimo že dolgo. Zase zareagujem aj na to, že od tých mladých autoriek, ktoré nadväzujú na túto tému, napríklad opatrovníctva alebo starania sa o postihnutých, telesne postihnutých ľudí, ako napríklad Ivana Dobraková, sa líši Blažková práve tým, že ona ako keby v teórii existuje taký termín, že Angel of House, že ona nechce byť, teda že oni nechcú byť tým anielom v dome, ale ona na jednej strane ako rozmýšľa o tých veciach, ale zároveň ako nepochybuje o tom, že toto je jej rola, že musí sa o toho muža postarať a v tom je aj práve takéto človečenstvo, že sa povyšuje to možno mužsko-ženské na to vyššie človečie. A druhá vec, že ešte som rozmýšľala, keď ste hovorili o tých listoch ako forme komunikácie medzi ňou a jej priateľkou, že ak by to bola taká čistá próza subjektu, tak ona by mohla písať napríklad denník, alebo mohla by písať iba v priamej narácii v prvej osobe, ale ona si vyberá epištolárnu formu aj preto, že je tam ten výrazný apel aj na čitateľa. Že tá Eva, vlastne tá priateľka, plní aj tú funkciu toho ty, že ja sa prihováram vlastne nielen tej priateľke, ale aj tomu celému čitateľstvu, ktoré tú knihu bude vlastne prijímať a ja potrebujem vlastne mu odozdať ako keby čosi zo seba. Ja nechcem použiť to patetické slovo posolstvo, ale je tam aj toto, že odozdať na tom konci života, keď už som pochopila mnohé veci, cez tie listy niečo aj čitateľovi. Bom mal skrajšano morda. Obstaja en tak izraz Angel House, to pomeni človek, ki v hiši je v tej vlogi angela, ker recimo si znašel v takšni vlogi in skrbi recimo za takega človeka, kot je bil dušica ali ptiček v njenem primeru, tega lika ali pripovedovalke. In da ona pravzaprav to sprejema na en način, pa krati ne prikazuje kot neko svojo zaslugo, ne. Tukaj je recimo tudi ena razlika med drugimi avtorji, ki so recimo v slovaški prozi opisovali podobno situacijo, tudi pri mlajših avtoricah recimo obstaja avtorica Ivana Dobrakovova, ki sicer živi v Italiji in piše tudi o tej tematiki, ampak drugače prikazuje to skrb. In tudi jaz recimo, tam je tudi moja spremna beseda, to je prevedena ena taka interpretacijska študija, ali kako bi rekla, en članek, kjer ja tudi primerjam več knjig, ki imajo to tematiko, recimo, in tudi primerjam Davida Albaharija, ki ga najbrž poznate iz srpske književnosti, njegovo doživljanje sebe kot emigranta v Kanadi, ker on je tudi živel nekaj časa dolgo v Kanadi, in recimo ta ženski odnos do emigracije v Kanadi, kako se ona s tem sooča. To je ta Angel House. Druga stvar o teh pismih še nekaj besed. Ona bi lahko to napisala recimo v obliki dnevnika, to pomeni v prvi osebi bi pisala, ker saj pisma iz druge strani niso prisotne v knjigi, ampak zelo pametno je to narejeno, da so to pisma, ker pravzaprav ta prijateljica, ki je naslovljena s temi pismi, zastopa univerzalni ti. V bistvu ti, to pomeni zastopa tudi ti bralca ali bralstva ali občinstva ali človeštva in pravzaprav nagovarja in vedno se obrača pripovedovalka na vsakega bralca ali bralko, ki bere to knjigo in
in ga ali jo povleče pravzaprav noter, ne, in spostavlja ta dialoški most med njima. Tako da to je v bistvu tudi en pomemben instrument, v bistvu, ki je dal tej knjigi svojo moč. Zdaj pa mislim, da je čas, da res prisluhnemo enemu od teh pisem. Gre za prvo pismo v vrsti, Bermudski trikotnik v slovenščini. Stanislava bo brala v slovaščini. V sklopu tega projekta Utrip evropske literature in tudi sicer se nekako poslužujemo tega, da predstavimo tudi jezike izvirnika. To je tudi v duhu neke skupne evropske identitete. Da boste pa lažje razumeli, za kaj gre, pa imamo isti odlomek v slovenščini v teh brošurcah in predlagam, da jih kar vzamete v roke. Pravzaprav smo izbrali najkrajše poglavje. Ja. Ampak krati na srečo tudi je prvo poglavje, tako da nas upelje pravzaprav v to knjigo. In boste še malo spremljali te razlike med slovenščino in slovaščino. Drahá E, pýtala si sa, ako sa veci u nás vyvíjajú. A ja som si zaumienila, že dosť bolo nárekov, odteraz ti budem písať len veselo. Môžeš si nás teda predstaviť takto. Žijeme na tej našej ulici v Bermudskom trojuholníku. V domci oproti naľavo bývajú Holanďania. On, bývalý školník, ona, veľká symetrika, diriguje to tam ráznou rukou. Obom ťahá na 80-ku. Školník má leukémiu. Počúvam naňho veľké sťažnosti. Buď spí, alebo si v suteréne lešti topánky do krematória. Už sa nevie dočkať a baba zúri. Zatiaľ, čo on je pod schodmi, ona hore chystá pomstu. Vymýšľa, kam si spolu vyrazia. Má nejaké zdedené peniaze. Študuje katalógy s morskými výletmi. Jej vášeň je plavba parníkom k Mexiku či k brehom Panenských ostrovov. Parníky jej lahodia, sú elegantné, netreba sa vláčiť s kuframi, trepať sa po hoteloch, človek si sedí, srka na palube biele víno a predsa je nepretržite v pohybe. Vlani ho vliekla do horúcich pekiel k Venezuele a potom si trpko sťažovala. Školník trucoval, ležal dolu v kabíne a spal. Aj teraz len spí, keď si práve nekefuje oblek do krematória a odmieta s ňou lietať po kresťanských spolkoch a roznášať po domoch zbožné pamflety o potrebe lásky k blížnemu. Pravý roh nášho Bermudského trojuholníka tvorí dom oproti, kde býval druhý školník z Británie. No už nebýva. Je v Chorobinci. Už 2 roky. Chorobince sú tu čertovsky drahý špás. Jeho žena ráta každý šesták. Referuje o trubičkách, čo mu odvádzajú vodu z mozgu a raz do týždňa za ním cestuje. Niekedy sa vracia plná nádeje, že už melie z posledného. Hadičky mu odpojili. Odváža domov jeho župan, papuče, ešte sa môžu hodiť. 3 dni sa nič nedeje. Potom sa pýtam, ako sa darí Arturovi. Ale znechutene hodí rukou školnička. Predstavte si, zase sa pozviechal a vezie župan a papuče nazad. Spodný hrot trojuholníka je náš slovanský domec, kde sa mi môj brilantný muž po porážke premenil na vtáčika, bezmocného chudáčika. Ráta si prsty na pravej ruke a raduje sa, že ich má 4. Do 5 nenaráta. Tak žijeme v osudovom trojuholníku a ja si spomínam, ako sme sa kedysi dohadovali, kto je ten Godot v Beckettovom čakaní na Godota. Nazdali sme sa, že asi Boh čoraz možno predsa len zasiahne
a posotí dvoch absurdných klaunov z nezmyselných kopancov do zmysluplnejšieho variantu života, že pre nich predsa musí byť východisko. Teraz sa obávam, že Godot je ktosi iný. Starena s kosou. Definitívne východisko. A po ňom? Boh vie. Veď aj my sa dozvieme. Predbežne školník oproti naľavo neúnavne lešti topánky do krematória. Školnička napravo vozí župan s papučami tam a späť a roztrpčene sa sťažuje. Tak prosím, hen tam na konci ulice muž umrel z nenazdajky, z ničoho nič. A my tu vyčkávame po daromnici. Ja zatiaľ varím vtáčikovi kašičky, umývam bezmocné ručičky, čo má každá 5 prstov, no zrátané sú iba 4. Dumám o Godotovi. Váham, či ho vyzerať z obloka ako jar, ako poštára, a či ho odohnať nazad k Beckettovi a jeho absurdným klaunom. Keby tak človek vedel, čo si má želať. Toto je Evi, môj veselý list o nás a o bermudskom trojuholníku. Objímam ťa, napíš, tvoja školníčka. A morda ja še dodam, da sem zvedela včeraj, da je urednik na rádiu Ars, Vlado Motnikar, ki ga vsi poznate, mu je uspelo prirediti za oddajo Nocturno eno poglavje iz te knjige. In je mogoči dostop v arhivu, tako da če vas to zanima, zelo lepo je narejeno, prebrano, poglavje Piper nigrum. Tako pustite se presenetiti in če vas to zanima, vsaj poslušajte, če ne boste brali. Upam, da boste tudi brali. V izvedbi Pije Zemljič res izjemno prebrano. Zdaj preden damo priliko še občinstvu, Stanislava, mogoče vendarle še kaj o prevajalskem delu. Torej, Jaroslava Blaškova je najbrž kot posledica tega, da je toliko let živela v Kanadi, povzela malo te angleške, ne samo besed, ampak tudi načina razmišljanja, skladnje. Torej, kako težko oziroma enostavno je prestavljati besedilo iz enega jezika v drugega, še posebej, kadar gre pa še mogoče za tretji jezik, ki ima tudi tu neko svojo vlogo. Jaz mislim, da tukaj je slovaško uredništvo opravilo svoj del, tako da nisem čutila recimo neke tuje skladnje ali v stavčnih strukturah, recimo same avtorice, ampak recimo malo sva razčiščevali, je nekaj angleških recimo izrazov, za katere seveda obstaja tudi slovaški ekvivalent, tudi slovenski ekvivalent. In recimo Zala je bila tudi pripravljena, da gremo v slovenski izraz, saj imamo lep slovenski izraz, ampak potem, ko sva se pogovarjali, da pravzaprav s tem avtorica želi prikazati to kanadsko sredino v bistvu, upeljati, mislim, ta tuj jezik kot signalen jezik v bistvu za njeno stanje ali stanje te pripovedovalke, sva se odločili, da pustimo. Najtežje je bilo recimo z nekimi realijami morda, tako da je tudi nekaj opomb, ki jih vem, da mislim, krasna literatura ne prenese najbolje, ampak zaradi razumljivosti na koncu sva se odločili, da je nujno, da bralec razume, zlasti iz te, ne vem, politično-družbeno-kulturne sredine, recimo imena, jaz ne vem, Juliju Satinski, ali vem, to je zelo poznana figura na Slovaškem, ampak seveda slovenskemu okolju ničesar ne pove. Potem frazeologizmi, to je vedno težava, tako da tam malce smo se lovili in mislim, da smo lepo naredili in razčistili te situacije. Mislim, je bilo zelo fajn sodelovanje. Kot vidite tudi iz tega moderiranja je Zala zelo padla noter, zelo je obveščena o Blaškovi in tudi happy endih.
In to je bil ta del, s katerim je ona začela, da bomo malo improvizirali, ker si ni predstavljala, da bo tudi ona na odru. Sem rekla, brez tega ne gre, ampak mislim, da sploh ne improvizira, da je absolutno na tekočem in poglobljena noter in zelo lepo pelje zadevo. Hvala, to je eno tistih moderiran, ko pravzaprav nimaš nobenega dela, ker vse delo opravijo sogovornice. Zdaj pa žogica k vam, draga publika. Tukaj smo, da odgovarjamo na vaša vprašanja, na vaše komentarje, na vse misli, ki so se vam morda porodile ob tem, ko ste poslušali obe sogovornici. V čem je razlika recimo med pisanjem za odrasle in za otroke pri Blaškovi? Čem se razlikuje ta pristop avtorski? Razen tega, da vemo, kaj je razlika za otroke, ne? Ampak... No, veľmi veľký rozdiel nie je, pretože ona aj do literatúry pre deti sa zaraďuje do tej generácie, ktorá sa usilovala ako keby zrovnoprávniť aspekt dospelého a aspekt dieťaťa. Ni spet tako neke pretresljive razlike, ker ona tudi pri literaturi za otroke je jemala otroka zelo resno. Mislim, so pozornostjo, ki si jo zasluži tako odrasli kot otrok, v bistvu kot partnerja. Potom je tam tiež istá komika, od teda toho jemného humoru až po iróniu, aj teda v tej detskej literatúre, aj pre literatúre pre deti. Veľmi časté sú slovné hry, čo je takisto ako v jednom aj druhom umení alebo v jednej a druhej oblasti. A aj tie postavy, a ona to robila zámerne aj v literatúre pre deti, ako napríklad Môj skvelý brat Robinson, to bola taká kniha, na ktorej som ja vyrastala, tak oni boli tiež také odvážne a iné, že tak ako sú jej protagonistky z literatúry pre dospelých. Tudi je upeljala ta humor in v različnih odtenkih, recimo tudi ironija, samoironija, tu smo tudi videli en sarkazem, ne, ampak tako dobro nameren, opazovalen. In recimo jaz, to pomeni Marta, sem odraščala na njeni knjigi Moj skveli brat Robinson, moj izvrsten brat Robinson. In v bistvu to je bil že del enega vala slovaške književnosti za otroke, ki je etabliral zelo moderno dojemanje književnosti za otroke. Ne? V bistvu ni fural te pravlične, ne vem, stereotipe, arhetipe in tako naprej, ampak na nek način moderno je prikazoval tudi to življenje za otroke. No a ona nie je ani v literatúre pre deti, tým sa odlišuje od tých predošlých etap, že nie je didaktická. Takisto ako nemoralizuje vlastne v literatúre pre dospelých. Nikdar ni didaktična, tako kot ne moralizira za odrasle, nikdar tudi za otroke ne moralizira. Ja, še nisem omenila, da je upeljala tudi veliko besedilnih iger noter, tako da če bomo enkrat prevajali, bomo videli, ali bojo take težave, ali bomo našli polnovredne ekvivalente v slovenščini, ne? Ale treba jedným dýchom povedať, že všetko to, čo jej vytýkala kritika pre dospelých, je v literatúre pre deti vítané. Aj preto tam ako keby bola viacej oceňovaná. Že či je to taká tá emocionalita, zaangažovanosť na veciach, alebo aj to prekračovanie vlastne nejakých hraníc, ktoré sme tu spomínali. Ampak moram povedati, da pravzaprav vse, kar je lahko en del kritike očital pri tej prozi za odrasle, je bilo pri pisanju za otroke, njihov majčken svet, mislim, zajet, bil komunikativen in tako naprej, neposredno pristopen, je bilo dobrodošlo. Tako da morda to je tudi razlog, da je bila ona bolj cenjena in nagrajevana kot avtorica za otroke. Jaz sem še imela eno misel, ki sem jo pozabila potem povedati. V bistvu, ko gledamo to knjigo Happy Endi, zelo dobro razumemo, zakaj je ona 20 let molčala v tej Kanadi. Se mi zdi, da se s tem razkriva tudi ta plast te zgodbe, ta pozornost namenjena drugemu do kraja,
to, da se je postavila v njegove čevlje v bistvu, da je z njim doživljala vse stiske. In vem tudi iz neke sekundarne literature, njen mož je bil javno, se je udejstvoval v 60 letih in tudi profesionalno, kot je deloval, v bistvu je bil nevarnosti po letu 68-69, da bi bil označen z neko oznako kontrarevolucionar in ne vem, zasledovan in tako naprej. Tako da razlog za odhod je bil mož, ne ona, ampak v bistvu njej je zadostovalo, da je bila izbrisana, to, da je emigrirala, da je odšla z njim, z družino na zahod. Tako da, in mislim, da ona je potem tam delala malce tisto močno, mislim, tisti servis za celotno družino, ker mož je potem nadaljeval s kariero, on je spet postal priznan v Kanadi, v Torontu na univerzi, priznan filozof, ona pa je obmolknila. Ne? Tako da ta knjiga nekaj pove, ni sploh o tem, ampak nekaj pove tudi o tem. Naj vas povabim, knjige imamo danes tudi tukaj, če smo kogarkoli zintrigirali, da prebere še kakšno pismo Jaroslave Blaškove, ste vljudno vabljeni. Če nimamo več vprašanj, bi jaz zaključila z enim postskriptumom, ki se nanaša ravno na te flaminge, ko jih imamo že tukaj. Torej postavljeni so bili v tisto travo, 40 jih je bilo za vsako leto zakona eden, in na koncu Jaroslava zaključi to pismo s tem, da plamenci živijo v paru in živijo skupaj natanko 40 let. Tako da hvala lepa za vašo pozornost in za to, da ste se danes tukaj z nami podružili. Hvala tudi vama za ta čudovit pogovor in ob naslednji priložnosti zopet znova.